Dober dan. Spremljate prvo od 4 soočenj na N1 pred volitvami za predsednika republike, ki bodo 23. oktobra. Neformalna kampanja traja že več mesecev, zdaj pa je čas, da se med njimi pokažejo tiste ključne razlike, kar bo potem volivkam in volivcem olajšalo končno odločitev. V studiu prav lepo pozdravljam 3 kandidatke in 1 kandidatko. Z nami so Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podpisi volivcev, ima pa podporo Piratske stranke in Stranke mladih Zeleni Evrope. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Anže Logar, ki prav tako kandidira s podpisi volivcev, ima pa tudi podporo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Dober dan. Miha Kordiš, kandidat Levice, lepo pozdravljeni. Dober dan. In Janez Cigler Kralj, kandidat Nove Slovenije, lepo pozdravljeni. Dobrodošli tudi vi. Zdaj, gospa Pirc Musar in gospod Logar, vidva sta prva po vseh javnomnenjskih raziskavah opravljenih doslej. Vi, gospa Pirc Musar, ste že rekli, da gospoda Logarja, ki že nekaj časa zdaj tudi vodi v anketah, ne vidite kot neodvisnega kandidata, da se noče opredeliti do določenih tem, za katere je pred časom goreče navijal, in da ste vi v resnici neodvisna kandidatka. Povejte, prosim, torej volivcem bolj konkretno 3 razloge, zakaj ste to rekli, zakaj gospod Logar torej ni neodvisen kandidat. Mislim, da tega ni potrebno podrobno razlagati. Gospod Logar je vendarle tudi predsednik sveta SDS. Jaz pa nikoli nisem bila v nobeni stranki, to ne strankarsko držo imam že celo življenje. To, da je previden v svojih izjavah, pa seveda razumem. Je vendarle kandidat za predsednika republike in je kampanjo zastavil na ta način. Ja, vi ste pač javno to rekli, ne? Pa me vseeno zanima 3 razloge, tudi vsebinsko, zakaj ste to rekli, glede na njegove razprave, na vse to, ker sta bila že na kar veliko soočenih oziroma pogovorih skupaj in ste ga kar veliko poslušali. Torej, kaj so morda vsebinsko tiste 3 stvari, glede na to, da ste to javno povedali, najbrž tudi volivce zanima, kaj ste mislili. Saj sem vam povedala. Gospod Anže Logar je član stranke SDS, je poslanec stranke SDS in je predsednik sveta SDS. Gospod Logar, prosim, odgovorite. Jaz sem že na začetku povedal, da sem se odločil za kandidaturo po modelu neodvisni kandidat s 5000 podpisi. Hkrati pa se mi zdi, da je to tudi najbolj pristen način kandidature, ker dejansko že v začetni fazi, torej v fazi zbiranja podpisov, dobiš neposredno odziv terena. In odziv ob moji napovedi in potem ob konkretnem zbiranju podpisov je presegel moja pričakovanja. In lahko rečem, da mi je to dalo dodatne energije za to, da sem se potem podal v to kampanjo. Pa ste dobili pri zbiranju podpisov, zelo hitro ste jih zbrali, aktivno so k zbiranju pozivali tudi lokalni odbori vaše stranke. Ste dobili občutek, ko ste zbirali te podpise in se pogovarjali z ljudmi, da ste dejansko dobili širšo podporo kot pa samo svoje matične stranke SDS, da so ti podpisi... Bila je širša podpora. Ja. Zdaj, podporo ste dobili od še ene stranke z desnega pola, kot sem že na začetku rekel, SLS. Podprl vas je svet stranke SDS, ki ga še vedno vodite, da ne? Še vedno vodite svet stranke SDS? Ne vodim sej, sem se umaknil, ampak uradno sem še vedno predsednik sveta. Nisem odstopil kot predsednik sveta. Ja. Zdaj, v preteklosti ste praviloma vedno glasovali tako kot vaša stranka. Odločitev prejšnje vlade, katere minister ste bili, tudi tistih najbolj spornih odločitev, niste kritizirali, tudi ne delovanja nekaterih iz stranke. Zdaj pa se distancirate od mnogo stvari v dnevni politiki, ne sodelujete v razpravah v parlamentu, tudi ne podpisov za 2 interpelaciji Golobove vlade niste prispevali, pri družinskem zakoniku ste bili vzdržani, vsi vaši kolegi iz poslanske skupine SDS so bili proti. Absolutno na mesto vprašanja, če vam na koncu ne uspe zmagati, boste ostali v Slovenski demokratski stranki? Jaz se preko celotne kampanje, že od takrat, ko sem se odločil, da kandidiram, v bistvu ne igram z idejo, da ne bi zmagal na teh volitvah. Zato vse tako tudi temu prilagajam. V bistvu v tej kampanji predstavljam to, kar sam mislim, to, kar sem vedno zagovarjal. Prav se mi pa tudi zdi, da v času predvolilne kampanje se ne ukvarjam z dnevno politiko. Ampak volivce vendarle zanima, glede na to, da se zdaj predstavljate kot neodvisni kandidat in je za odločanje mnogih to relevantno vprašanje, kakšna bo vendarle vaša nadaljna pot v stranki, v kateri ste že 23 let, v kateri ste opravljali pomembne funkcije, vaša politična pot je neločljivo povezana s to stranko in seveda volivce zanima, kakšna bo vaša nadaljna pot v tej stranki, če pač
vam na teh predsedniških volitvah ne uspe zmagati. Ja, ampak to sem vam želel povedati, da se ne igram z idejo, kaj če ne bo. Igram se, oziroma vse na nek način razmišljam tudi v glavi v smeri zmage teh volitev. Mislim, da je tudi pravilno, mislim, da vsak od nas na ta način razmišlja in ni nobene kalkulacije zadaj in tudi nobenega plana B. Torej ne boste odgovorili na vprašanje, ampak kakšen je pa vaš odnos z Janezom Janšo? Recimo, kolikokrat ste se v zadnjem mesecu videli, slišali z njim, si izmenjavali sporočila? Dober odnos. Sej se srečujeva v državnem zboru, kadar so seje državnega zbora oziroma kadar je seja poslanske skupine. Zdaj tudi on vas je v bistvu označil v Bovcu takrat za neodvisnega kandidata, pa ga bom tu citiral. On govori v bistvu o zatemnitvi v državi, ki je nastala aprila na državnozborskih volitvah in da lahko velik korak temu, da bo zdaj neko jutro po tej zatemnitvi čimprej nastopilo, naredite jeseni tako s tem, da podprete in pomagate neodvisnemu kandidatu za predsednika države Anžetu Logarju, da zmaga. Mar niso to neka jasno izražena pričakovanja predsednika stranke do vas, da boste vi zdaj poskrbeli za neko jutro po neki zatemnitvi, ki da je nastala aprila na državnozborskih volitvah? To sprašujem zato, ker pač ste neodvisni kandidat oziroma govorite, da ste neodvisni kandidat. No, ampak jaz bom poskrbel za jutro, ne glede na to, kdo mi pravi, naj poskrbim za jutro. Moj program, ki je namenjen strateškim ciljem za Slovenijo prihodnega razvoja, ravno te ključne teme opredeljuje, ki so, mislim, da pomembne za to, da Slovenija zadiha z polnimi pljuči. Ali vi vidite to, gospod Kordiš, kot nekakšno prevaro volivcev? Mislim, da se morajo o tem izreči volivci sami. Sam osebno pa gospoda Logarja ne vidim kaj dosti drugače kot pribočnika gospoda Janeza Janše in na tak način ga tudi obravnavam, torej kot kandidata Slovenske demokratske stranke, ne glede na to, po kakšnih tehnologijah sredinjenja za zmago na teh volitvah ta Slovenska demokratska stranka posega. Odgovorite, gospod Logar? Se pravim, kot pribočnika vas je označil? Ja, pač njegova ocena je, sam sem že na začetku povedal, da ne komentiram, ne izjav, ne dela drugih kandidatov. Mislim, da se vsi pošteno borimo za glasove in volivci bodo na koncu tisti, ki bodo odločili. Gospod Kordiš? Ima gospod Logar kot kandidat vso pravico, da zastavi svojo predsedniško kampanjo tako, kot želi. No, vsezadnje smo po svojih lastnih metrikah v volilno kampanjo vstopili tudi mi v Levici in se predstavili kot glas za delovne ljudi, ki glasu v družbi nimajo. In na tak način bi želel nastopiti tudi funkcijo predsednika republike. Zdaj tudi vam, gospod Kordiš, iz politike učitajo, da ste žaljivi v svoji komunikaciji, da izključujete, da ste nesramni, arogantni, skrajni. Nazadnje so v SDS in Novi Sloveniji protestirali zaradi vašega vodenja seje odbora za delo. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič vas je pisno pozvala, da se o teh očitkih izjasnite, pa se še niste, ampak gospod Kordiš, na vaš način komuniciranja nimajo torej pripomb zgolj vaši politični nasprotniki, ampak tudi zavezniki, zdaj koalicijski partnerji. Kako boste vi predsednik države, če še na vašem polu mnogi menijo, da se obnašate neprimerno? Danes sem videl naslovnico časopisa Večer, na kateri je bilo zelo jasno v prvem planu postavljeno, da imamo vedno več in več brezdomstva. A se nam res zdi, da je komunikacija v politiki tisti bistveni problem v državi, s katerim se moramo ukvarjati? Ampak vi ste prejšnji vladi učitali tudi komunikacijo, a ne? A ni veliko bolj bistveno vprašanje, kaj politika dela in kako recimo predsednik republike nastopa? In tu sem sam v preteklosti zelo jasno izkazal hrbtenico za ta prave družbene prioritete. Opozarjam na podnebni zlom, borim se za varno starost, borim se za stanovanja mlajše generacije in branim javno zdravstvo. Jaz mislim, da so to primerne kvalitete, ki jih predsednik republike potrebuje. Zdaj, vi ste vlado, v kateri sta sodelovala gospod Cigler Kralj in gospod Logar, označili kot fašistoidno. Ali to očitate potem tudi njima? V času tretje vlade Janeza Janše sta se obnašala, seveda, kot funkcionarja te vlade in sta sodelovala pri poskusu mehkega udara stranke SDS, da se v celoti podredi to državo. Na srečo so ljudje 24.4. zelo jasno in na glas povedali, kaj si o tem mislejo. Še posebej na nacionalni radioteleviziji, pa je očitno, kaj bi
potencialna naslednja vlada Janeza Janše pomenila za celotno državo in tega si ne želimo. No, vsezadnje je pa tu mesto predsednika republike, ki se mora v časih takih družbenih stisk in družbenih kriz zelo jasno oglasiti in postaviti na stran ljudi. Žal se aktualni predsednik Borut Pahor v zadnjih 2 letih ni in je v trenutku, ko je konec koncev vlada ignorirala ustavo, ignorirala življenjske potrebe ljudi, raje molčal. Gospod Cigler Kralj, če lahko odgovorite na to, kar je ravno kar povedal gospod Kordiš. Ja, ravno to je, lahko rečemo, največji problem sodobne družbe. Mislim, da take politične sile, ki imajo radikalno leve ali pa tudi radikalno desne poglede, pravzaprav zastrupljajo ta naš družbeni prostor in pripeljali so nas tako daleč, da je danes že vsak, ki je iskren domoljub, kar naenkrat nacionalist. Nekdo, ki se po zdravi pameti zavzema za to, da se ilegalne migracije omejijo, da ne moramo v Sloveniji in v Evropi dovoliti, da tihotapci služijo na hrbtih ljudi in tudi poskrbeti za čisto vsakega, ki ilegalno pride, ker ne vemo, kakšne namene ima. Vsak tak, ki je proti temu, je po mnenju takih sil že fašist. In kdor je za tradicionalno družino, za to, da se jo vseeno v skladu z ustavo spodbuja, posebej podpre, da ima posebno vrednost, je že homofob. Jaz sem v tej igri, v tej tekmi za predsednika republike zato, da razgalim tak besednjak, da se mu uprem in da sem glas tistih ljudi, ki so iskreni domoljubi, ki so za to, da se družino podpre in ki so za to, da okrepimo našo mir in varnost. In tako bi se odzval na te besede kolega. Gospod Kordiš, je gospod Cigler Kralj homofob? Jaz mislim, da je gospod Cigler Kralj odigral neko vlogo, kjer brani temeljni premik političnega prostora na desno, kot smo mu bili priča v zadnjih 30 letih. Pa sej ljudi v naši družbi ne ogrožajo recimo begunci, ne ogroža jih LGBT skupnost, kot se tukaj želi prikazati. Kaj jih ogroža? To, da ne vedo, kako ne plačajo položnice. To, da ne vedo, a se bojo zaradi ravnanj establishmenta lahko to zimo pogreli ali ne. To, da ne vejo, kako ne napolnijo hladilnik. To so tista bistvena vprašanja, na katere sam opozarjam kot poslanec, na katera opozarjam in jih izpostavljam tekom te predsedniške kampanje in ki jih tudi uvrščam na prvo mesto prioritet, za katere bi se zavzel iz mesta predsednika republike. Ljudje ta glas na vrh republike potrebujejo. Gospod Cigler Kralj, tudi poslanska skupina, ki jo vodite, Nove Slovenije, je protestirala zaradi načina vodenja seje odbora za delo gospoda Kordiša. V Novi Sloveniji pa ste pred meseci celo ocenili, da ima Levica neustavne elemente in da naj se tem izreče ustavno sodišče. Opirali ste se predvsem ali pa tudi na izjave gospoda Kordiša. Iz Levice pa so takrat prihajali očitki, da želite stranko celo prepovedati. Glejte, nekatere izjave pripadnikov ali pa članov stranke Levice ali pa celo visokih vladnih predstavnikov iz vrst te stranke grejo res predaleč. Recimo podjetniki, obrtniki se obračajo na nas, ko so, zmerjani, na neprimeren način obravnavani in ko so tudi njim vržene nekatere napovedi, da bojo, recimo vsi se spomnimo, z bajoneti nagnani v morje. Na drugi strani se mi zdi, da se napada ljudi, ki so iskreno verni, ki hočejo skozi to svojo vero nekako tudi poskrbeti za duhovno vzdušje v naši državi in ki nikomor nič nočejo, samo, lahko rečem, izvajajo svojo pravico izražanja vere tudi v javnosti. Mislim, da so bili tudi iskreni domoljubi napadeni in vsi drugi, ki sem jih prej naštel. Dejstvo je, da ljudje od nas pričakujejo, da smo spoštljivi, da gojimo en iskren dialog, da tudi, če smo različni, nismo razdeljeni in mislim, da sam želim s kandidaturo, s podporo NSI-ja za kandidaturo iti ravno v to smer. Ljudje pričakujejo od nas, da nehamo s temi obkladanji, da nehamo iti v smer radikalizma, kajti taka radikalizacija pripelje potem lahko tudi do vojne. Pa še nekaj, kolega je malo prej govoril o stanovanjih, pa o plačah in tako naprej. Upokojenci so dobili informacijo, da bojo dobili
sramotnih 5 evrov In so dodatka. potem rekli, teh 5 evrov kar Raje obdržite. Gospod Cigler Kralj, prav gospod Kordiš vas je marca lani na razpravi o vaši interpelaciji obtožil, da je zaradi vas, ker da ste čez poletje gledali stran epidemija vdrla v domove starejših in citiram, malomarnost ministra Ciglerja Kralja so plačali s svojimi življenji. Gospod Kordiš, a vi te smrti še vedno pripisujete predsedniškemu kandidatu, ki stoji zraven vas? Zelo jasno je bilo, da se v epidemiji COVID-19 vlada Janeza Janše ni odzvala tako, kot bi se morala. Na prvo mesto je postavila zaščito velikega kapitala, na ljudi je pozabila, na male biznise, na SP je pozabila. Spomnimo se na zelo veliko primerov, ko so morali mali podjetniki vračati pomoč, čeprav vemo, da niso zmogli skozi epidemijo. Kar mislim, da je tudi primeren odgovor na to, kar smo strani gospoda Ciglerja Kralja na moj ali pa na naš račun prejle slišali. Zelo očitno se ustvarja v družbi strani desnice neka umetna panika, češ kako so obrtniki ogroženi. Mislim, se jih ni Levica pustila na cedilu, pustila jih je na cedilu prejšnja vlada Janeza Janše in zelo jasno je tudi, zakaj to počne. Ker v resnici ščiti korporacije, multinacionalke in banke. Na račun ljudi. Ko smo že ravno omenjali COVID, eno kratko vprašanje za vse štiri. Številke novih okužb so precej visoke, zima je pred vrati. Ste že vsi šli po dodaten poživitveni odmerek za to zimo in kako pogosto se testirate? Jaz sem se 4. cepila pred tednom dni in testiram se vsakič, ko začutim, da bi lahko bil kakšen prehlad, kašelj. Torej vsaj enkrat tedensko ali? Po potrebi. Dobro, gospod Logar. Ja, jaz se vsaj enkrat tedensko testiram, tudi prijavil sem se na cepljenje. Za 4. odmerek? Tako, ja. Gospod Kordiš? Nisem še cepljen s 4. odmerkom. Testiram se, če je kakšen signal okužbe oziroma slabega počutja v moji okolici. Zaenkrat pa moram potrkati, sem sam zdrav kot dren. Gospod Cigler Kralj? Cepljen sem s 3 odmerki, nisem se še prijavil za 4. Pa se boste? Bom, če bo to priporočilo. Mislim, že kar priporočajo. Mislim, da tudi za mojo... Starejše od 60 let, potem pa pridemo na vrsto še vsi ostali. Ravno to sem hotel reči. Mislim, da ko bo moja starostna skupina na vrsti, bom tudi to storil. Drugače se pa testiram ob kakršnih koli znakih. Če smem, še na kolego Kordiša, ker je vseeno zelo pomembno. Kolega Kordiš zelo pogosto izpostavlja čistilke, hišnike, vse zaposlene na minimalni plači in tako naprej. Ja, mi smo minimalno plačo dvignili, to 2-krat. Kaj dela pa ta vlada, v kateri je tudi Levica gospoda Kordiša? Dvignila se minimalna plača, ker je že prejšnja vlada Marjana Šarca v bistvu spremenila zakon o minimalni plači. Pozor, zakonom o dohodnini smo neto plače, tudi minimalne, pa vse ostale, kar je tudi edino prav, dvignili. Kaj pa dela ta vlada zdaj pred krizo, ko ne vemo, kaj nas čaka? Bo minimalno plačo znižala za 100 evrov neto, povprečno za 200 evrov in tako naprej. In bomo o tem na naših soočenjih še absolutno govorili zelo kratko, potem pa moramo naprej. Mislim, da se je gospod Cigler Kralj vključil v to predsedniško tekmo samo zaradi tega, da delaš petir in skače vame. Jaz bi veliko raje, da se pogovarjamo o dejanskih problemih v naši družbi in dejanskih stiskah ljudi. Zato sem recimo včeraj tudi javno zelo na glas pregovoril, da je potrebno ob sprejemu proračuna za naslednje 2 leti pokojnine za leto 2023 popraviti ne za 5, ampak za 50 evrov. In to tudi pričakujem od vlade. Parol se ne da živeti. Gospa Pirc Musar, gremo naprej. Ugledni kirurg in borec proti korupciji v zdravstvu, dr. Erik Brecelj je o vas rekel, citiram, Nataše Pirc Musar zagotovo ne bom podprl, meni je pravi obraz pokazala z grozilnimi pismi, ki mi jih je pošiljala in v katerih je dobesedno grozila, da bo ukrepala proti meni, ko sem opozarjal na kriminal in korupcijo v zdravstvu. Vi ste na to odgovorili, da je dr. Brecelj, da močno pretirava, da je orodje nekaterih oseb, ki želijo na vsak način preprečiti vašo kandidaturo za predsednico. Zdaj, doktorju Breclju očitati, da je orodje v rokah kogarkoli, mar ni to malo skrajno? Doktor Brecelj je ocenil, da je to v bistvu izjava osebe, ki je v stiski. Doktor Brecelj je odličen kirurg. Je pa v svoji izjavi šel še korak naprej. Rekel je, da če bi bila jaz izvoljena, da je treba funkcijo predsednika republike kar ukiniti. To kaže na njegovo neko osebno zamero. Mi je žal, da ne razume odvetniškega poklica. Ampak vi res, se upravičujem, verjamete, da je on orodje v rokah nekoga? Ne vem, če sem točno to rekla. Rekli ste, in to je vaš citat, da je prvo orodje neznanih oseb, ki želijo na vsak način preprečiti vašo kandidaturo za predsednico. Kaj sem mislila s tem?
In ni bil, in še več, ne, ni bil edini, ki je vaše tovrstne dopise razumel kot grožnjo. Po naših informacijah je več profesorjev z FDV in komunikološkega društva vaše pisanje v zadevi Karmen Erjavec, ki ste jo zastopali, razumelo kot grožnje. To je klasično odvetniško delo. Mi je žal, da ne razumejo odvetniškega poslanstva. Vsak se ima pravico braniti. Odvetništvo je ustavna kategorija in odvetnik mora v skladu s svojimi etičnimi načeli in s pravnim znanjem stranki pomagati. In to je vse, kar sem jaz v tem primeru naredila. Ne gre za nikakršna grozilna pisma. Šlo je za opozorilo, da je širil neresnice. Mimogrede sem vesela, da jih kasneje ni več. Še celo to lahko povem, svoji stranki sem takrat svetovala, da ne gre v tožbo, da bo neko opominsko pismo dovolj. Me je pa začudilo, če greva zdaj nazaj na to mojo izjavo, zakaj je o tem pismu začel govoriti po 2 letih in pol, kar ga je prejel. Sem ga tudi pozvala, naj ga objavi, pa ga še do danes. Pa ravno, ko se je on oglasil, se je potem tudi ponovno, so se pač na FDV spomnili tistih vaših dopisov, torej ni dr. Brecelj edini. Več ljudi, in to so ugledni posamezniki, celo profesori iz komunikološkega društva, za katere bi kar rekel, da se spoznajo na komuniciranje, a ne, so pač vaše dopise razumeli kot grožnjo. Tu ne gre za komuniciranje, gre za odvetniško delo. Odvetnik opozori na kršitve in opozori na to, kako pravo gleda na takšne kršitve. To je naše delo, to je ustavna kategorija odvetništva in mi je resnično žal, da to jemljejo osebno. Odvetniki delamo v imenu stranke in to je vse. Zdaj, gospa Pirc-Musar, glede na to, da veliko govorite o svobodi medijev, sočustvujete z zaposlenimi na RTV Slovenija, jih spodbujate. Vaš pogled na svobodo medijev razkriva tudi poteza, ko ste svojega moža poslali na srečanje s Tomažem Veselom, ki je zdaj direktor v tako imenovanih odlaskovih medijih iz skupine Medija 24 in zdaj vas bom citiral. Iz Tarče: Aleša sem samo prosila, naj se pogovorita, ali bo ta predvolilna predsedniška kampanja čista ali lahko kampanjo speljamo brez metanja polen pod noge. Očitno pri tem pogovoru ni bil uspešen, kajti tudi po tem pogovoru z gospodom Veselom sem jaz dobila po 6-7 negativnih člankov na vsako edicijo Reporterja in necenzurirano. Gospod Kordiš, ali ni to klasičen primer poskusa vplivanja na medije? Mislim, da se je vsakdo izmed nas, ki smo na tem soočeni, že kdaj oglasil, mogoče celo spotaknil ob medijsko poročanje, ki mu mogoče ni bilo všeč ali ga je pa zmotila kakšna prezentacija informacije. A pa vi tudi pošiljate koga potem tako na kakšne take sestanke, da se poskuša kaj zmeniti? Ne, nikakor. Meni se zdi to popolnoma zavrženo in nesprejemljivo in zelo spominja na sicer obsežnejšo in bolj sistematično prakso discipliniranja in rušenja medijske svobode, kot jo prakticira stranka SDS, kot smo lahko videli v prejšnjem mandatu in kot se še zdaj dogaja na naši nacionalni radioteleviziji. Sam tega ne bi nikoli naredil. Gospod Pirc-Musar, boste odgovorili? Saj sem že vse povedala. Tudi to, kar je izpostavil gospod Kordiš ravno kar. To spominja na delovanje stranke SDS. Absolutno ne. Lepo vas prosim, s tem me enačiti pa je pa popolnoma deplasirano. Želela sem res samo od gospoda Vesela izvedeti, ali bo kampanja čista. No in kot rečeno, lahko še enkrat ponovim, s tem pogovorom vodja volilnega štaba takrat ni dosegel nič. A je to, gospod Logar, pritisk na medije? Zdaj, mediji pa ljudje iz medijev so bodisi dovzetni za pritiske, bodisi niso dovzetni za pritiske. Zdaj, novinar ali pa nekdo, ki je v medijski hiši in ima integriteto, verjetno takšnega stika ne smatra kot pritisk, ker sam samostojno dela. V primeru, da pa gre za nekoga, ki je v enem začetnem obdobju uvajanja, pa verjetno bi se lahko smatralo to kot pritisk na njega. Ja. Z direktorjem se je dobil, ne? Neke medijske družbe. Ja. No. A lahko morda samo dodam? Izvolite. Jaz bi si želela, da sem zadnja, ki sem o teh stvarih govorila. Nisem ne prva, zadnja pa žal verjetno tudi ne. Razprave o medijski svobodi, o pritiskih na novinarje so zagotovo del tega, kar bi morali morda tudi novinarji med seboj razčistiti v svojem cehu. Predtem si ne smemo zatiskati oči. Res je, da so mediji morda izgubljeni v nekih poslovnih modelih. S pojavom internetnih medijev se je izgubil poslovni model zaračunavanja člankov in Slovenija ni edina, ki se s tem ukvarja. Ne? Ampak se mi pa zdi, no, da se o tem problemu znotraj medijskega ceha, znotraj medijske srenje premalo pogovarjamo, predvsem pa se novinarji med seboj premalo o tem pogovarjate.
Gospod Logar, tu bi vas vprašal, je bil zapis vašega predsednika o vojni z mediji, vladni dopis Sveta Evrope v komunističnih medijih, vladno mrcvarjenje STA-ja, tu ni bil pritisk na medije? Niste se oglasili takrat? To je bil dopis Urada vlade za komuniciranje. Da. Ja. Ministrstvo za zunanje zadeve ga je poslalo kot odgovor. Ampak Urad vlade za komuniciranje komunicira v imenu vlade, ne? Drži? Ja, v imenu vsaka služba oziroma vsako ministrstvo ima svoje... Ste bili direktor Ukoma, ne? Ja, sej zato razlagam. Vsako ministrstvo ima svojo službo za odnose z javnostmi, medtem ko pa vladni del ta pa Ukom komunicira. Zdaj, Ministrstvo za zunanje zadeve je ta dopis posredovalo Svetu Evrope, kjer je bil odprt podlist glede na pritožbe iz strani medijev, in Svet Evrope je ta dopis objavil poleg tiste obtožbe. In vi takrat kot zunanji minister niste imeli nobenih pomislekov glede vsebine, niste imeli nobenih vzvodov, da bi pošiljanje tega dopisa tja gor preprečili? Ne, pa sej, zato je ta depešni sistem, zato je to vrstna oblika pošiljanja sporočil organov, ki so odgovorni oziroma so neposredno naslovljeni. Jaz si težko predstavljam, da bi recimo Ministrstvo za zunanje zadeve meritorno ocenjevalo, kere dokumente lahko pošlje naprej, katere pa ne. Kadarkoli smo dobili strani Ministrstva za zdravje, strani Ministrstva za notranje zadeve, strani Ministrstva za pravosodje, dokumente smo jih opremili z tekstom in posredovali naslovniku. Tako smo ravnali tudi v tem primeru in tudi o tem primeru je tekla potem seja državnega oziroma odbora za zunanjo politiko in odbora za kulturo, kjer je opozicija napadala ta dopis, sam sem pa samo razložil redosled tega in da je uporaba tako imenovane depeše napačna za ta Ko je vlada mrcvarila STA, se pa niste oglasili. Zdaj bomo slišali del razprave iz parlamenta, letela je prav na vas, gospod Logar, in poglejmo to. Ustavno sodišče je vrhovni branik ustave. A veste, čigave besede so to? To so besede gospoda Anžeta Logarja, poslanca poslanske skupine SDS, ki je te besede izrekel na večernem soočenju na Pop TV s kandidatko za predsednico republike. Ker ona je namreč rekla, da je vrhovni branik ustave predsednik oziroma predsednica republike, gospod Logar pa jo je popravil. In prav imate, gospod Logar. Vrhovni branik ustave je Ustavno sodišče, ki je bilo tukaj popolnoma jasno. Določbe družinskega zakonika, ki se sedaj spreminjajo, so v nasprotju z ustavo. Gre za diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine, to je spolna usmerjenost, kar naša ustava prepoveduje. Gospod Logar, vi ste bili vzdržani na tem glasovanju, ker da je to tema, ki preveč deli, da bi si vlada morala tudi vzeti več časa, ste rekli, ampak ustavna odločba je bila nedvoumna, a ne še več. Novo pravno stanje je v bistvu uvedlo že samo Ustavno sodišče, ne? Državni zbor je moral zgolj potrditi to novo pravno ureditev, če tako rečem. Ne, ko je Državni zbor julija 2019 na predlog Šarčeve vlade odločal o financiranju zasebnih šol, ste vi, gospod Logar, v svoji razpravi citirali nekdanjo predsednico Ustavnega sodišča Jadrako Sovdat z njene besede: če spoštujemo pravila vladavine prava, potem se odločbe Ustavnega sodišča spoštujejo. Konec citata njenega. K temu ste pa vi dodali, citiram, pika brez nadaljnje razprave. Gospa Pirc Musar, so to dvojna merila gospoda Logarja? Najprej bi rada poudarila, da tudi gospa Urška Klakočar Zupančič nima prav, da je Ustavno sodišče vrhovni branik ustavnih pravic. Ustavno sodišče odloča zgolj o zadevah, ki pridejo na njihovo mizo. Ustavo moramo braniti pa vsi. Najprej prvi v vrsti predsednik republike in seveda tudi vsi poslanci. Toliko samo v pojasnitev. Dvojni standardi glede tega, ali je treba spoštovati odločitve Ustavnega sodišča ali ne. Jaz upam, da bomo to v naši družbi presegli. Kot predsednica se bom zagotovo zauzemala za to, da se bo odločitve Ustavnega sodišča spoštovalo. Ustavno sodišče je tisto, ki na koncu pove, ali je nek zakon skladen z ustavo ali ne. Ko pove, da ni skladen, vedno da zelo jasne napotke, kako je potrebno zakon spremeniti, in tega bi se seveda v Državnem zboru morali držati. Razprava, seveda je to dopustno, možno, ampak usmeritve, ki jih da Ustavno sodišče, so pa vedno praviloma dovolj jasne, da se da potem zakon popraviti skladno z napotki Ustavnega sodišča. In ta je bila dovolj jasna, če vas prav razumem. Ta je bila pa kristalno jasna. Če je bila kristalno jasna, gospod Logar, zakaj ste bili potem vzdržani?
Iz enega preprostega razloga. Tudi glede na to, se upravičujem, kar ste v preteklosti govorili, ko je šlo za financiranje zasebnih šol in ustavne odločbe, za katero se je čakalo kar veliko več časa, da se je potem uveljavila. Bistveno preveč, mislim, da se je čakalo. No, ampak ustavna odločba je ustavna odločba, ne? In to sem vedno potrdil in vedno podčrtal, da spoštujem odločbo ustavnega sodišča. Ampak o tem bi pa še razpravljali. Temeljno vodilo. Ustavno sodišče je dalo 6-mesečni rok za uveljavitev pravne norme. Ob tem je navedlo, tako kot ste omenili, izvajanje družinskega zakonika, kar pomeni, da v nobeni fazi ne prihaja do protiustavnosti. Kaj je predsednik vlade rekel na zadnjih poslanskih vprašanjih? Da je to tema, ki močno razdvaja, ki je občutljiva. Kaj je napisal predsednik ustavnega sodišča v svojem ločenem pritrdilnem mnenju? Da odločitev ustavnega sodišča ni zmaga ali poraz ene ali druge strani, ampak predvsem obdobje razmisleka. Skratka, pokazal je, da je to obdobje do te uveljavitve, ko naj se v širši družbi opravi razmislek. In vsaka investicija v dialog, ob tem, da ne prihaja do protiustavnega položaja, je investicija v prihodnost. In jaz sem pozorno prisluhnil razpravi v dvorani, v času razprave o družinskem zakoniku. Tam je bilo cel niz različnih stališč od tega, kako bodo obremenjeni centri za socialno delo. Morda bi bila to priložnost, da ob tej zakonodaji dodatno odločba je zelo jasna. Tudi vaši kolegi iz poslanske skupine so zelo široko in zelo prosto razpravljali o tem, kaj da vse ta ustavna odločba prinaša, pa v njej seveda o tem nič ne piše. Gospod Cigler Kralj, vsi poslanci Nove Slovenije, vključno z vami, ste bili proti. Pred leti ste pa enako v bistvu kot SDS, pri vprašanju financiranja zasebnih šol ves čas poudarjali pomen uresničevanja ustavnih odločb. Kako si predstavljate biti predsednik države, če ne spoštujete odločb ustavnega sodišča? Vprašanje je, ali imam pravico izražati svoje osebno mnenje in pozicijo na neki stvari. Vprašanje je bilo, ali imate pravico, da kot predsednik republike ne spoštujete odločb ustavnega sodišča. To je vprašanje. Tako je, do tega prideva, ampak vseeno. Ključno vprašanje je, ali kljub ustavni odločbi lahko jaz rečem, da sem proti mnenju ustavnega sodišča ali ne smem. Glasoval sem proti, zato ker sam menim, da pač otrok v iskanju največje koristi v postopku njegove posvojitve potrebuje čim bolj idealno skupnost, in to je skupnost prisotne mame in očeta. In to se išče v tem postopku, ko je otrok že ostal brez svojih staršev. Mislim, da raziskave, se upravičujem, so dale jasne odgovore na ta vprašanja. Znanstvena revija New Scientist je objavila zelo jasne v bistvu izsledke te raziskave. Dolgoletne študije lezbičnih družin so pokazale, da lahko dve ženski partnerki zagotavljata prav tako dobro vzgojo otroka kot heteroseksualni par, in tudi druge oblike družin v bistvu so obravnavali in se je izkazalo, da bistvenih razlik ni. Že do zdaj je veljala ureditev, ko je lahko partnerica v lezbični partnerski skupnosti ali pa partner v homoseksualni posvojil biološkega otroka svojega partnerja ali partnerice. In to je prav. In prav je tudi, da si vsak svobodno izbira, kako bo živel, da ne gleda država v spalnice ljudi. Mislim pa, da je ključno, da vseeno kot poslanec sem bil dolžen in tudi sem temu primerno ravnal, izraziti svojo in pa voljo mnogih ljudi, ki so na 2 referendumih pravzaprav izrazili nasprotovanje takim rešitvam. In ključna težava je, da je šla vlada z zakonom po skrajšanem postopku, tudi proti skrajšanemu postopku sem glasoval na kolegiju predsednice Državnega zbora, ob tem, da je to tema, ki izrazito posega v našo stvarnost in našo prihodnost. In poglejte, kam pripeljajo eksperimenti, samo poglejte ameriški primer, kako še bolj razdeljena je družba, če tu ne gremo vsi z enim, lahko rečem, spoštovanjem drugačnega mnenja, z enim dialogom, širokim družbenim konsenzom v take spremembe na takih temeljnih področjih, kot je družina in pa posvojitev otrok. Odločba ustavnega sodišča je zelo jasna. Bom še enkrat spomnil, ko je šlo za financiranje zasebnih šol, je vaš predhodnik na mesto vodje poslanske skupine Jožef Horvat rekel, da je to, v bistvu je citiral sodnika gospoda Jana Zobca, da je to lomastenje po slovenski ustavnosti. Samo da spomnim, gospod Kordiš, se vam zdi to
v bistvu nabiranje nekih predvolilnih glasov na temi o človekovih pravicah pač pred dvojnimi volitvami v državi. Ja, vsekakor, kako drugače bi pa nekaj takega tolmačili. Mislim pa, da moramo malo postaviti v kontekst, kakšno funkcijo Ustavno sodišče upravlja v naši družbi. Tudi odločbe Ustavnega sodišča to niso klasične sodne odločbe. Naloga Ustavnega sodišča je, da razume stvarnost, v kateri živimo in da tolmači slovensko ustavo. Se pravi, po definiciji deluje politično. Zakaj in kje se nam pa s tem zatika, je pa, ker je, tako kot še prenekatera druga inštitucija v tej državi, tudi Ustavno sodišče postalo v resnici pogajalski žeton med posameznimi političnimi strankami. In najmanj zadnje desetletje se nam dogaja, da poskuša politična sredina v državnemu zboru kupovati mir skrajne desnice, tako da jim pomaga pri imenovanju in nastavljanju njihovih ustavnih sodnikov. In če bomo po tej poti nadaljevali, kaj je potem naslednji korak? To, da se pod vprašaj postavi pravico žensk do svobodnega rojevanja otrok. Jaz sam kot predsednik republike take odločbe Ustavnega sodišča zagotovo ne bi spoštoval, niti ne bi podpisal zakona, ki bi ženskam vzel njihovo pravico do svobodnega rojevanja. Torej tudi vi bi v bistvu si izbirali, katero ustavno odločbo bi spoštovali in katere ne. Vas prav razumem? Moj glas je glas za vse marginalizirane skupnosti in branil bom tako delavske kot človekove pravice, ne glede na to, da jih ena ali druga politična skupina vzame za talca, podobno kot si pogosto jemlje za talca Ustavno sodišče. Zelo na kratko, gospa Pirc-Musar, želeli ste besedo, potem gremo naprej. Tu pa vendarle moram replicirati gospodu Kordišu, ki je ustavne sodnike označil za nek most med politiko in pravom, da na koncu sprejemajo politične odločitve. To je nekaj zoper česar se bom absolutno kot predsednica republike borila. Ustavno sodišče in ustavni sodniki so strokovnjaki, profesionalci, ki morajo verjeti v vladavino prava in v ustavne pravice. Tam ni prostora za ideologijo. Poglejmo, kaj se je zgodilo na ameriškem vrhovnem sodišču, kjer se je sodnike imenovalo po ideološki usmerjenosti, pa je završalo praktično po celem svetu. Skratka, tu ste po mojem mnenju zašli na zelo nevarno polje, ko ustavno sodišče porivate v politiko. Ko govorimo o temeljnih človekovih pravicah, te niso ne leve, ne desne, ali jih imamo, ali pa nam jih vzamejo. In ko govorimo še o posvojitvah istospolnih, premalokrat povemo, da tukaj ne gre za pravice dveh staršev, ki želita posvojiti otroka. Gre za pravico otroka, ki mu je potrebno ponuditi ljubeče okolje. In ko se preverja pogoje staršev, istospolna usmerjenost oziroma spolna usmerjenost zagotovo ni eden od pogojev, ne more in ne sme biti. Gospod Kordiš, vi ste sicer razpravo o tej temi kot predsedujoči na seji izkoristili za precej ostrih besed tudi o katoliški cerkvi. Poglejmo tole. Se mi je zelo nenavadno, da poslušamo pridige o tem, kaj je naravno in nenaravno in kaj je prav in kaj ni narobe v družbi in v družinah in ne vem kaj še vse, strani desnice, katerih ideološka hrbtenica je Rimokatoliška cerkev, na čelu katere so ekskluzivno moški, nobene ženske, ženske so postavljene v podrejeni položaj, te moški performajo obrede v kiklah, ob tem pa verjetno še vrhunec te cerkvene naravnosti, to, da so zavezani celibatu. Po domače povedano, da ne seksajo. Ne? Nič od tega ni naravno. Tudi to je pač posledica družbene organizacije, ustroja pač neke inštitucije. Ampak glede na to, da vi izhajate iz teh ideoloških premis, je potem še toliko bolj nenavadno poslušati različne razprave o naravnosti in nenaravnosti. Mislim, ki prihajajo praktično naravnost iz prižnice, na vsezadnje so se neokonzervativna gibanja, ki nasprotujejo izenačenju pravic LGBT skupnosti z vsemi ostalimi državljankami in državljani, začele v Vatikanu. Nikjer drugje. Gospod Kordiš, še vedno je daleč največ vernikov v Sloveniji katolikov. Ti pravijo, da ste jih užalili, nekateri, ne tudi na seji, so že protestirali. Boste tudi kot predsednik republike o njih in cerkvi govorili na tak način? Mislim, da verniki nimajo nobene težave s tem, kar sem povedal. Popolnoma drugače je pa z neko skrajno desnico, ki si želi vdirati v spalnice drugih ljudi. In tukaj bom vedno na stališču, da se človekove pravice brani, pika,
konec, pred Vatikanom ali pred komorkoli drugi. Konec koncev tudi sam obravnavam delavske pravice kot človekove pravice in se vračam na tisto polemiko o Ustavnemu sodišču. Gospa Pirc Musar, kako vi razumete človekove pravice, najbolje pove naslednje. A vam ime Tjaša Kozole kaj pomeni? To je bila sindikalistka, trgovka, ki je poskušala organizirati se za boljše plače s svojimi sodelavkami v Lidlu. Vi ste pa v imenu te korporacije, kot plačanka te korporacije, in pošiljali grozilno pošto. In potem je izgubila svojo službo. Morda ni to dovolj. Vam ime Mile Zukić kaj pomeni? Sindikalist v Zavarovalnici Triglav, ki je branil svojega kolega Asmirja Bečaroviča v premogovniku Velenje, ko ga je premogovnik metal na cesto, samo zato, ker je dober sindikalist. Spet ste bili vi tisti, ki ste to grozilno pošto, oziroma vaša odvetniška pisarna, ki ste to grozilno pošto pošiljali. In še naprej, Komunala Prodnik. Delavci žvižgači, ki so opozarjali na nepravilnosti. Vi ste bili tisti oziroma vaša odvetniška pisarna, ki jim je pošiljala grozilno pošto. Vse te primere poznam, ker večino teh ljudi poznam osebno. Medtem, ko ste vi delali za kapital in za korporacije, da se te delavce zdisciplinira, sem bil sam z njimi in sem jim pomagal, da se organizirajo za svoje delavske pravice. Tako da oprostite, če vaših očitkov na moja stališča o Ustavnem sodišču ne vzamem preveč za res. Se vrnemo tudi k vam, gospod Cigler Kralj, ampak najprej prosim, da lahko odgovorite. Zdaj sploh seveda niste vsebinsko odgovorili na moja razmišljanja o poziciji ustavnih sodnikov, ampak ste udarili z vašo značilno demagogijo nazaj. Naj vam povem, naša pisarna ima 80% fizičnih oseb za stranke. Ogromno delamo v delovnopravnih sporih. 80, če ni celo več kot 80%. V primerih, ki ste jih omenili, poznam zgolj primer Tjaše Kozole, ampak bom nasplošno odgovorila. Spet je šlo za naše odvetniško delo. Tjaša Kozole je širila neresnice o naši stranki in mi smo ji napisali, kaj te neresnice so. Naša odvetniška pisarna pa ni sodelovala pri odpuščanjih delavcev in kolikor vem, je Lidl odpustil zgolj eno samo delavko, ne pa tako, kot tudi vi kdaj govorite, da je šlo za neko masovno odpuščanje in to, kar se širi po Facebooku, je prej neresnica oziroma popolno zavajanje. Skratka, delavske pravice so visoko na moji agendi in ne mi podtikati, lepo prosim, mojega odvetniškega dela, ki ga očitno tudi vi žal ne razumete. Očitki so bili, da ste želeli tudi čistilkam zalepiti usta. Zanimivo je, to bom samo rekel, da se pogosto pojavljajo očitki na vaš račun glede groženj. Če se vrnemo k prejšnji temi in tudi k temu, kar smo slišali iz razprave gospoda Kordiša, gospod Cigler Kralj, vi ste tudi, vaša poslanska skupina v bistvu protestirala zaradi takšnega načina vodenja. Vi ste se tu počutili užaljenega? Poglejte, sam kot vernik lahko rečem, da je tu bilo izrečeno vse, kar nima mesta v javnem diskurzu v naši državi ali pa v sodobnem demokratičnem svetu. Tu so bile izrečene žalitve, tu so bili izrečeni napadi in vrednostne sodbe. S takim načinom drsimo v, lahko rečem, nek totalitarizem enoumja. Bili smo že v enoumju, videli smo in izkusili so številni naši državljani in državljanke, kako je živeti v državi, kjer ne smeš izražati svojega mnenja. In ravno zato bi še toliko bolj poudaril, da seveda nazaj k ustavnim odločbam in njihovemu uresničevanju. Ja, sej ustavna odločba bo uresničena, ampak če odzamemo ljudem pravico, da povejo svoje mnenje in ga tudi javno izrazijo, potem smo zopet v enoumju, tega se pa ljudje bojijo in proti temu bom jaz vedno, ne glede na to, na kateri odgovornosti bom. Kako odgovarjate, gospod Kordiš, na obtožbe, da gre za neko enoumje ali da drsimo v to enoumje, kot je ravno kar povedal gospod Cigler Kralj? Že en cikl razprave nazaj sem zelo jasno izpostavil, da se več ne mislim ukvarjati s tem, da gospod Cigler Kralj tukaj skače vame. Mogoče na temo vseh tega igranja žrtve in očitkov, češ kako žalim vernike. Mogoče kakšen teden dni nazaj sem dobil pismo enega župnika, ki pravi, da bi se rad dal z mano usedel in se z mano pogovoril kot z normalnim človekom, da ga zanima, kakšen sem kot človek in tako naprej. Skratka, ste sprejeli to vabilo? Nisem še prišel do tega, ker imamo trenutno zelo veliko predsedniških obveznosti, bi jih pa rad, zagotovo. Kar vam želi pokazati je naslednje. Ljudje v tej državi imamo v veliki večini skupne probleme, ker so ljudje v tej državi tudi v veliki večini običajni delavci. Kako plačati položnice, kako si izboriti boljšo plačo na delovnem mestu, kako zagotoviti čisto okolje na vse zadnje. Zakaj pa pol znižujete plače? Združujejo in za te stvari želim kot predsednik republike govoriti na čelu z obrambo javnega zdravstva. Gospod Logar, vi ste verni, je tudi za vas izvajanje gospoda Kordiša bilo žaljivo? Mislim, da sem žalosten, ko vidim takšno razpravo v državnem zboru.
je neprimerna, ne pritiče državnemu zboru. Mislim, da moramo vsi si prizadevati k kvaliteti dialoga, k nivoju dialoga in če kaj se absolutno ne strinjam z besedami Kordiša iz uvoda, da komunikacija ni pomembna. Mislim, da je komunikacija ključna. Mislim, da je komunikacija osnova, to nas na koncu koncev razlikuje od živali. Pa ste na to se opozorili prejšnjo vlado oziroma predsednika? Mi se lahko komuniciramo glede česa? Glede komunikacije. Podarjali ste pomen komunikacije. Ste Vedno v prejšnji vladi vedno izpostavljali predsedniku vlade, notranjemu ministru, še komu? Vedno podarjam pomen komunikacije. In tudi sam javno pa niste. In tudi sam vedno skrbim za to, da je nivo komunikacije, ki jo sam izražam, na ustreznem nivoju, ker se mi zdi pomembno, da politični akterji oziroma tisti, ki se ukvarjajo s politiko, dostojno komuniciramo. In takšna komunikacija v državnem zboru znižuje nivo ugleda državnega zbora, nivo politike in daje na nek način bianko menico za zaostrovanje tega dialoga. Zato sem tudi sam v mojem programu Sodelujmo za prihodnost osrednjo temo dal ravno temu, iskanje tega, kar nas povezuje, ne pa to, kar nas deli. Deliti znajo vsi, povezovati znajo pa samo redki. Mislim, da vsakmu od nas se da najti nekaj, kar nas povezuje in moramo v to investirati vse, da bomo lahko v prihodnje nekako normalno zaživeli, ker ta retorika vodi samo še v večjo zaostrovanje. Še enkrat, ste na pomen ustrezne in spoštljive komunikacije opozorili tudi Janeza Janšo? Vedno opozarjam na pomen spoštljive Tudi svojega predsednika? Vedno opozarjam na pomen spoštljive komunikacije. Samo še nekaj dodam. Izvolite. Ta retorika, ki jo izvaja gospod Kordiš, je ravno toliko agresivna, kot je retorika marsikaterega vašega poslanca, predvsem pa seveda, če pogledamo družbena omrežja, kjer je to brutalno kruto in ta agresija v govoru se v skrajni levi in v skrajni desni sreča. Kot predsednica države se bom zagotovo borila za kulturo dialoga, za to, da bomo politiki tisti v prvi vrsti, ki moramo imeti to na najvišjem nivoju. Govor se preko politike širi v vse pore družbenega življenja, preko medijev. Skratka, tu je neka širša razprava tudi zagotovo ponovno potrebna, kot je bila včasih najhujše migrantske krize leta 2000. Gospod Pirc Musar, kandidat Gibanja Svoboda in SD Milan Brglez je za vas dejal, da ste odvisni od interesov tranzicijskega kapitala. Vi ste odgovorili, da vaš mož od države ni nikoli ničesar kupil, vi pa, da ste vse zaslužili s svojimi rokami. Gospod Kordiš, oba z gospod Pirc Musar pravita, da sta na levem polu, jo tudi vi, tako kot gospod Brglez vidite kot odvisno od tranzicijskega kapitala. V Levici ste se celo pritoževali in to je sama povedala, da je preveč liberalna za vas. Ja, vsekakor sem vam že prej navedel konkreten primer, kako je v svoji preteklosti gospa Pirc Musar delovala in v imenu tega ali onega kapitala obračunavala z delavskimi predstavniki. Tako da jaz zelo težko... Ravno tako, kot da bi jaz zdaj vam očitala, da grobo govorite kot poslanec v državnem zboru in da to, kar govorite v državnem zboru, praktično ne bi smeli govoriti, ker ste grob, ker napadate. Gospa Pirc Musar, jaz vam nisem skakal v besedo, me lahko pustite, prosim, da povem. V tej državi imamo zelo veliko odvetniških pisarn, ampak ne delajo vse odvetniške pisarne, očitno v tako velikem obsegu na obračunavanju z delavskimi predstavniki. Tako da jaz gospo Pirc Musar razumem kot kandidatko politične sredine, liberalno, če želite, nikakor pa ne levo. Gospa Pirc Musar? Saj sploh ne vem, kaj naj na to odgovorim, kot da še enkrat ponovim, da gospod Kordiš ne razume mojega poklica. Jaz poskušam razumeti vašega. Imate pravico do svobode izražanja. In prosim, ne opletajte s 3 primeri in govorite, da jaz večinsko zastopam kapital. In zagotovo nisem odvisna od tranzicijskega kapitala. Naj ponovim še enkrat. Aleš ni ničesar kupil od države, nič v privatizaciji. Vsi posli so zakoniti, v Sloveniji plačuje davke in je družbeno odgovoren. To so zame najpomembnejše stvari pri poslovanju. Gospod Cigler Kralj, vi ste na vprašanje Večera, zakaj bi volivci podprli vas in ne gospoda Logarja, odgovorili, citiram, ključna razlika je ta, da želim v politiko pripeljati več človečnosti. Gospod Logar, a vam primanjkuje človečnosti, ne, z gospodom Kraljem se poznata, sedela sta skupaj v prejšnji vladi, on očitno kot ključno razliko med vama vidi človečnost. Ja, očitno bo razložil, jaz ne vem, kako me drugi ocenjujejo, ampak mislim, da mi tega ne primanjkuje. Gospod Cigler Kralj.
Gotovo je to ena mojih močnih točk. Sam sem skozi celo življenje, tudi svojo življenjsko izkušnjo, lahko rečem, živel v deprivilegiranih okoljih in sem se moral v življenju veliko boriti. Zato pravzaprav se mi zdi, dobro razumem, kakšen boj ljudje vsakodnevno bijejo. Medtem ko se mi tu recimo ukvarjamo s tem, da nekdo obklada nekoga, ki je malo drugačen, ki drugače misli in mu krati možnost izražati svoje mnenja, se ljudje ukvarjajo, veste, z realnimi problemi. In to me je pripeljalo morda tudi do tega, da ko sem bil minister za socialne zadeve, ko sem bil odgovoren za najranljivejše v tej vladi, sem imel poseben privilegij, da sem se s temi ranljivimi tudi srečeval in tudi veliko zanje naredil. In s tem v zvezi sem pravzaprav mislil, da je to moja ključna prednost. Človečnost in mislim, da v politiki potrebujemo več človečnosti, ne pa tega zmerjanja, obkladanja, kdo bo koga. Več človečnosti. So pa protestnike odnašali iz Trga Republike, se pa niste oglasili, a ne, gospod Logar? Kako je pa z mojo človečnostjo? Jaz težko ocenjujem druge. Ampak rekli ste, da je ključna razlika, razlika med vama, da je človečnost. Rekel sem, da je ključna razlika. Rekel sem, da je ključna razlika, da jaz želim v politiko pripeljati več človečnosti, da je to del mojega programa, ne? Da zato vstopam v to tekmo. Torej še več človečnosti. Recimo, lahko tudi tako rečeva. Lepo, v bistvu je to slišati, ne, ker odnosi med vajnima strankama pa, odkar niste več skupaj v vladi, niso takole prijateljski, ne, če rečem, precej grobo se ponovno pogovarjata Janez Janša in vidi član Nove Slovenije, tudi član izvršilnega odbora Janez Pogorelec. Gospod Janša se je cinično obregnil ob sredinskost v narekovajih Nove Slovenije, v narekovaje jo je dal. Gospod Cigler Kralj, kako pa gledate v bistvu na te napetosti, v bistvu menite, da lahko to vpliva tudi na sam potek predsedniške bitke? Poglejte, zaradi takih recimo duelov in tega sem pravzaprav ponavadi vznemirjen. Moja življenjska izkušnja pač me je vodila k temu, da ne maram nekih takih spopadov ali pa nekih twitterskih driblanj, kdo je boljši, kdo je nekaj bolj prav naredil. Kakorkoli, menim, da ima vsak pred svojim pragom dovolj dela, da ga pometemo in da iz tega izhajajoč lahko potem gremo drug z drugim naprej. V politiki ni potrebno, da smo najboljši prijatelji. Prav pa je, da smo korektni partnerji. Ko smo skupaj v ekipi, smo gotovo bolj tesno povezani in tako je Nova Slovenija vedno delovala. Zdaj, ko smo v opoziciji, imamo vsak svoj program, vsak svojo pozicijo in Nova Slovenija tu gre z svojimi cilji in njihovim doseganjem naprej. Gospod Logar? Jaz se ne kregam. Kako pa gledate na druge, ki se jih opozarjate? Odsvetujem kreganje, pač več kot to pa tudi ne morem. Gospod Kordiš, kako vi razumete kandidaturo, to, da se je Levica na koncu odločila za vas, ne, nekateri vidni člani vaše stranke so tako bolj neformalni komunikaciji z nami novinarji rekli, ja, zakaj pa ne. Ne, tudi vaš predstavnik za odnose z javnostmi na Facebooku v bistvu uporabil ključnik Miha Kordiš za predsednika, zakaj pa ne. Kako ne razumemo v bistvu to odločitev, da so vas izbrali, ker za tako odgovorno, najvišjo politično funkcijo v državi, edino neposredno voljeno na državnem nivoju nekoga, ki je kandidat, zakaj pa ne? Morda najlažje, če na hitro odgovorim, ker za zelo posrečeno šalo iz tednika Mladine, kjer je podala odgovor na vaše vprašanje, da me Levica kandidira za nalašč. Nekoliko bolj resno pa imamo zelo očitno opravka z dejstvom v naši družbi, da je establishment v zadnjih 30 letih ljudi pustil na cedilu. Družbi je vzel njeno solidarnost in jo pretopil v dobičke kapitala za banke, za multinacionalke, za varovalnice in tako naprej. Sam zmeran dosledno stojim tako na strani skupnosti kot na strani delavcev, ki se borijo za svoje preživetje, in sem bil aktivist že zelo dolgo časa, preden sem se sploh usedel v poslanske klopi, in tu sem vedno držal hrbtenico, vedno sem se držal svojih zavez do državljank in državljanov in mislim, da je to natančno tisto, kar od predsednika republike potrebujemo, da se zavzame v tujini za bratstvo med narodi in za solidarnost v domovini. Boste dobili še vi besedo, gospod Logar, ker ste želeli samo še vprašanje za gospod Pirc Musar. Vi vidite to kandidaturo kot resno ali kot kandidaturo zakaj pa ne?
Ne, vsakega kandidata je potrebno resno jemati na teh volitvah. Jaz spoštujem prav vsakega med vami in tudi tistih, ki jih danes ni tukaj. Želim pa si seveda, da bi govorili umirjeno o vsebinah in o pristojnostih predsednika republike, tako da spoštujem tudi gospoda Kordiša. Gospod Logar, čeprav se kdaj z njim ne strinjam. Zdaj, kdo je pustil koga na cedilu? Jaz se bojim, da je aktualna vlada pustila državljanke in državljane na cedilu. Včeraj sem imel na obisku avstrijskega zunanjega ministra, kjer so se pogovarjala tudi o upravljanju z to krizo, z draginjo. Avstrija je v najkrajšem možnem času sprejela zakon, po katerim so vsakemu prebivalcu dali draginjski dodatek v skupni vrednosti 56 milijard evrov, vsak je dobil na račun 500 evrov. Sprašujem se, kaj je vlada, v kateri sedi tudi stranka Levica, v vmesnem času, ko je vsakega od nas, vsakega prebivalca strah, kako bo preživel zimo in si upa, da je bila zima čim bolj zelena, kako se bo spopadel s to krizo. 5 evrov za upokojence žal ni dovolj. Izvolite, gospod Kordiš. Vsekakor, 5 evrov za pokojnice ni dovolj, zato sem se tudi javno zavzel in spregovoril, da se morajo pokojnine popraviti vsaj za 50 evrov, ne pa za všivih 5 evrov. Zadnje je to tudi določba iz koalicijske pogodbe in mislim, da jo moramo zasledovati. Z draginjo se je potrebno spopasti na dva načina. Ena je pomagati ljudem tukaj in zdaj, da napolnijo hladilnike, da vedo, da bojo lahko pokrili položnice in tako. V drugi fazi pa je treba odpravljati razloge sploh za to inflacijo in draginjo. Saj ta ni priletela kar sama od sebe, ni prišla iz neba, tudi se ni začela z vojno v Ukrajino. Spomnimo, da smo imeli že prejšnjo jesen situacijo z rastočimi položnicami. Zakaj? Zato, ker je nekaj globalnih igralcev, nekaj globalnih naftnih korporacij kratko malo vzelo za talca prebivalce tega sveta, države tega sveta in jim začelo navijati cene. Skratka, razlog za to inflacijo in za to draginjo je kapitalizem in tu mora država ukrepati na način, da strateške gospodarske panoge izvzame v trga in jih oblikuje tako, da delujejo v javno korist. In prvi korak v tej smeri se že dogaja, nisem se ga namislil jaz. Pobudo za nacionalizacijo geoplina je dal gospod Golob. In tudi o teh stvarih zelo pomembnih bomo govorili tudi na naslednjih soočenjih. Ne, gospod. To je dokapitalizacija. No, je da, dikcija je dokapitalizacija. Želim si državni prevzem. Bo to bolje? In o tem bomo govorili v naslednjih oddajah, zdaj pa še gospod Cigler Kralj na to končamo. Živeti od parol in od obljub smo videli v filmu Moj ata socialistični kulak. Tam je razgaljen tak način in take obljube. V realnem svetu pa ta vlada, v kateri je tudi Levica gospoda Kordiša, znižuje vse plače in sicer minimalno za 100 evrov letno, povprečno za 200 evrov letno, dvakratnik povprečne plače za več kot 400 evrov letno. Ampak ne v primerjavi z letošnjim letom, ne? Seveda. Samo dvignilo se ne bo, ne? Toliko, kot je ne, načrtovala prejšnja vlada. Z inflacijo ne bo. Ampak je zniževanje in potem tudi davčni razredi se ne bojo usklajevali z inflacijo in to je realna priprava, ki se skriva za parolami, realna priprava te vlade, program za pripravo ljudi na krizo. Na kratko in potem res končamo. Izvolite, gospod Kordiš. Znova, gospod Cigler Kralj spet skače vame. Zakaj? Zato, da brani davčne razbremenitve največjih bogatašov v naši družbi in jih zagovarja, češ, vi pa znižujete delavske plače. Ni res. Delavci so tisti, ki najbolj potrebujejo socialno državo, ki najbolj potrebujejo javnega zdravnika, čisto okolje. Konec koncu mladi delavci so soočeni v naši generaciji s tem, da ne morejo normalno do stanovanja. Do stanovanja pa lahko pridemo samo, če ima država sredstva in jih zagotovi kot človekovo pravico, kot neprofitno streho nad glavo. Enako velja tudi recimo za skrbstvo starejših. In to so vse zelo pomembne teme, o katerih bomo govorili in se bomo zanje tudi vzeli dovolj časa. Danes nam ga je žal zmanjkalo. Spoštovani gostje, najlepša hvala, gospa Pirc Musar, gospod Logar, gospod Kordiš in gospod Cigler Kralj. Hvala lepa za obisk na N1. Hvala za vabilo. Hvala. Zadnjo besedo imate seveda vi, volivci in volivke. Bodite z nami tudi na našem naslednjem predvolilnem soočenju s 4 kandidati že ta petek. Za danes pa iz studia lep pozdrav in nasvidenje.